Imaš kakšno skrivnost? Je prijetna ali neprijetna? Ali veš, da lahko s prijetnimi skrivnostmi osrečimo sebe in druge? Poznaš kakšno prijetno skrivnost? Če na skrivaj pripraviš darilo za najboljšo prijateljico, mamico ali očka, je to prijetna ali neprijetna skrivnost? Prav imaš, to je prijetna skrivnost, saj je pravo veselje, če svoje bližnje razveselimo z lepim darilom. Ali poznaš kakšno prijetno skrivnost, ki je zelo zabavna? Zabavno je, če brata ali sestro presenetimo z zabavo za rojstni dan. Kaj ni lepo, ko vsi skupaj zavpijemo: presenečenje! Kaj pa skrivno rokovanje z najboljšim prijateljem? Je tudi to prijetna skrivnost? Jaz mislim, da je. Skrivni pozdravi med prijatelji so vedno zabavni. Recimo, da se igramo skrivalnice in da prijatelju pomagaš najti dobro skrivališče. Kaj misliš, kakšna skrivnost je to? To je prijetna in zabavna skrivnost, ker samo vidva vesta, kam se skriti, da vaju ne odkrijejo. Hočeš slišati mojo skrivnost? Res? Ponoči spim z medvedkom Bruntkom in če me je strah, ga še bolj stisnem k sebi in takoj se počutim bolje. Kaj pa ti? Imaš morda kakšno prijetno skrivnost? Poznamo pa tudi neprijetne skrivnosti. To so skrivnosti, zaradi katerih smo zaskrbljeni in žalostni. Neprijetnih občutkov se lahko znebimo, če se pogovorimo z odraslimi. Če te kdo udari ali brcne, ti pa o tem molčiš, je to prijetna ali neprijetna skrivnost? Prav imaš, to je neprijetna skrivnost, ker nasilje ni v redu. Kaj je treba narediti, če vidimo, da se starejši otroci znašajo nad mlajšimi? Je prav, če to zadržimo zase?
Ne. Ne, to ne sme postati skrivnost. Čeprav je nekdo večji in starejši, še nima pravice, da se znaša nad mlajšimi in šibkejšimi. Poznaš še kakšno neprijetno skrivnost? Neprijetna skrivnost bi bila, če bi se te kdo dotaknil na način, ki v tebi zbudi neprijetne in čudne občutke. Če imaš takšno skrivnost, se moraš nemudoma pogovoriti z odraslimi. Če te nekdo prosi, da o tem molčiš, je to v redu? Seveda, da ne. Ni prav, če hoče nekdo prikriti kakšno napačno dejanje. To je neprijetna skrivnost, o kateri se je potrebno pogovoriti z odraslimi. Toda komu se je najbolje zateči? Najbolje se je pogovoriti z nekom, ki mu zaupamo, z mamico, očkom, stricem, teto ali celo s katerim od učiteljev. O neprijetnih skrivnostih se je treba pogovoriti. Veš, skrivnosti so lahko zabavne, še posebej, če z njimi koga razveselimo. To so prijetne skrivnosti. Toda žal poznamo tudi neprijetne skrivnosti. Na primer, če nas kdo udari ali nas kako drugače prizadene. O teh skrivnostih se moramo pogovoriti z odraslimi. Morda se ti zdi to težko, zato je potrebno, da zbereš ves svoj pogum in si zapomniti, da bodo potem neprijetni občutki izginili. Ali imaš kakšno neprijetno skrivnost?